Dobro jutro, dober dan ali dober večer, dobrodošli v Odbiti do bita. Midve sva, Ana in Maruša. Tik pred poletnimi počitnicami, Ana, izjemoma ne izbirava serij in filmov, ampak knjige za na dopust. Imaš že seznam doma ali je še v knjižnici? Želim si, da bi že lahko o dopustu razmišljala, ampak sigurno bom prebrala zdajle svežega dobitnika mednarodnega Bookerja, Taiwan Travelogue, potem veselim se nove knjige Douglasa Stewarta, ki je glih kar škotskega pisatelja. Sicer pa, to je pa resna stvar, ki jo hočem priporočati, bralcem, brala bom karkoli mi bo svetovala Dua Lipa. Resno, popzvezdnica Dua Lipa ima bralni klub, ki ne zgreši. Odlične predloge ima, maja smo brali irsko pisateljico Claire Keegan, tako da resno, kar bere Dua Lipa se splača. Odlično priporočilo bova dali kaj v zapiske. Za to poletje sicer izbirava na podlagi avtorjev, ljudi, ampak ugotavljava, da ne bi bilo nič nenavadno, če bi brali umetno inteligenco. Umetna inteligenca v literaturi in založništvu je najna nova tema, pa 3-krat lahko ugibate, kdo je najn gost. Ej, a je to Odbita? 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 Ja, Odbita do bita. Ful sem se naučil. Gužva kar hitreje mine. Pa gostje so pametni. Kul je. Smešni so. Lušni so. Aljoša Harlamov. Dobrodošel, dober dan, pisec, urednik, bralec, ampak nisem pravilnega vrstnega reda, verjetno, ali? Vedno je najprej bralec, vse ostalo je pa zelo spontano. Aljoša, kaj boš bral to poletje? Jaz bom bral najbrž še kar nekaj starih slovenskih romanov, ker pripravljam en projekt, kjer raziskujem v bistvu grozljive teme oziroma grozljive motive v slovenski literaturi in začel bom kar z Jurčičem, ker v Jurčiču se veste vsi tisto pripoved, kjer Krjavelj razlaga, kako je hudiča presekal na pol. To je po mojem vedenju vsaj ena prvih romanesknih, ker tudi gre za enega prvih slovenskih romanov, romanesknih upodobitev neke grozljive nadnaravnega motiva v slovenski književnosti. Še to čisto tvoja osebna, intimna izbira, knjiga ali e-knjiga? Zmer knjiga. Če je le na voljo zmer knjiga, je pa res, da je veliko angleških, recimo tistih stvari ali pa strokovne literature, pa berem v knjigi, ker si je v knjigi mogoče označevati in potem prenesti na računalnik. Bomo zdaj prešaltali tudi na tehnologijo, umetna inteligenca v literaturi in založništvu. Verjetno lahko začnemo pri primerih, ker so vedno najbolj zgovorni, ko se pogovarjamo o neki teoriji ali o nekem problemu. Sploh ta zadnji je precej svež. Všeč mi je bil prvi stavek, ki so ga zapisali na lithub.com. It's another grim day at the human factory. Ob novici skratka, da je nagrajena kratka zgodba objavljena pred tedni v priznani britanski literarni reviji Granta, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Kako pride do tega? Do nagrade, potem do objave, brez transparentnosti, brez napisa, disclaimerja, zakaj tega nihče ne opazi? To je zelo dobro vprašanje. Tudi jaz nisem najbolj ziher, kako lahko na to odgovorim. Meni je precej nenavadno potem, ker nisem cele zgodbe prebral, ker nisem dobil nikjer na spletu, sem pa prebral posamezne odlomke, citate, posebej iz takih recimo člankov. In meni je zelo nenavadno, ker je zelo očitno, da je zgodba napisala umetna inteligenca, ker ima vse te kazalnike umetne inteligence, ki smo se jih zdaj že navadili spremljati, od nekih grandioznih pridevnikov do tega, da so metafore zelo zakomplicirane, včasih mogoče celo kompleksne, ampak jaz raje rečem zakomplicirane, hkrati pa izjemno prazne. Meni, tako kot sem napisal na Facebooku, bolj ta zgodba razkriva nek snobizem literarnih elit, kot pa dejansko to, da je umetna inteligenca v narekovajih, če uporabim Anžetov dobesedni navedek, skratka, da so ti veliki jezikovni modeli zdaj že tako napredni, da lahko prevarajo človeškega bralca ali pa celo strokovnega bralca. Jaz mislim, da se je tukaj komisija ujela na zakompliciran jezik, ki je v svojem bistvu prazen, kar se tudi pogosto, žal, človeška komisija, tudi pri človeških avtorjih v to zapleta. Tako da meni bolj ta zgodba govori o tem. Drugo vprašanje pa je seveda, to je zdaj popolnoma neregulirano področje. Ne? Nekateri avtorji javno priznajo, da si pomagajo z umetno inteligenco, nihče točno ne pove, kaj to pomeni, kako daleč gre ta pomoč. In tukaj
se bo predvsem tisto, kar se bo v naslednjih letih, jaz mislim, da morali nekako izčistiti, kje je umetna inteligenca orodje še in kje je to avtomaton. Se pravi, kje namesto tebe dejansko vse napiše in vse naredi umetna inteligenca in kje ti dejansko imaš to kreativni nadzor nad tem, kaj pravzaprav vnašaš umetno inteligenco. Tukaj bojo pa meje zelo, zelo šibke. Jaz, ki pravim zase, da sem zadnje čase prehajam v območje ludizma, mislim, da radikalni časi zahtevajo radikalne odgovore in moj odgovor umetni inteligenci je ne. Ne pokvari zdaj vsega na začetku, še pol ure boš tu sedel. Ne, ampak Aljoša, jasno, ti imaš za sabo dolgoletne izkušnje kot pač literarni urednik in zdaj mogoče je to romantična predstava, ampak jaz mislim, da ni popolnoma nerealna, da urednik je tista oseba, ki pač preživlja ure in dneve z nekim besedilom in tehta, mislim, ne samo zdaj neke take prazne puhlice, ampak vsako strukturo stavka, vse ne. In ta klasični urednik si predstavljam, da ne bi mogel zgrešiti nečesa, kar je pač AI slop, v narekovajih, tako kot temu rečemo. Ampak recimo, da ne zapadava zdaj v neko tako brezvezno moraliziranje, kako se je to lahko zgodilo. Ja. A je mogoče to situacija, ko lahko rečemo kakšno besedo o situaciji v založniški industriji, torej kakšne so razmere dela, ker pač vsi uredniki oziroma urednice v večini primerov, ki sem jih jaz kdaj poznala, opravljajo delo več kot enega človeka, so noro preobremenjeni, verjetno ni časa preživljati. Ne, da to karkoli upravičuje, ampak... Ampak tehnologija potem lahko nekaj reši in se zdi priročno. Ja, se to je tisto, ne. Jaz mislim, da to kaže pač točno to, kar si zdaj malo namignila, razmere v založništvu, nasploh razmere v vsej kreativni industriji, kako bomo temu rekli, in pa nasploh v naših vseh delovnih okoljih, ker se nam zdaj dogaja, jaz mislim, da točno to, da se umetna inteligenca izrablja za to neko idejo, da že tako ali tako smo preobremenjeni, naša dela vedno več obremenjujejo nas z raznimi opravki, ki so čisti bullshit, kot bi Greber temu rekel, ne. In tukaj zdaj umetna inteligenca vstopa kot neka magična rešitev za nekatere stvari. In zdaj vse veste, mislim, tujini to, mi ne govorimo o mladinskih knjigah, pa o beletrinah, pa o lud literaturah, ne. To govorimo seveda o velikih založbah, ki so velike manufakture, v kateri se obračajo ogromni denarji in tamle jaz si predstavljam, da včasih recimo smo mi jemali tujino zelo za vzor, recimo tam imajo recimo mlade urednike, asistente, ki jim dajo recimo najprej brati rokopise, da je nek prva raven branja gre skozi in potem oni predlagajo tiste tekste, ki se jim zdi v redu naprej, nekemu bolj izkušnemu uredniku in tako gre to naprej. Pri nas se seveda to nikoli ni dogajalo, mi smo vedno vse brali sami, poleg tega, da si objavljal na Facebook, da si hodil na podcaste, da si razlagal svoje delo, da si delal z avtorjem. Ja, jaz mislim, da se na neki tradicionalnemu uredniku, tradicionalnemu delu z avtorjem se to ne bi smelo pripetiti. Ker ti si tudi toliko z avtorjem, da jaz mislim, da približno veš, razen da je zdaj to nek debitant, nek prvenec, ti veš, kakšen je njegov slog, veš, kakšen je njegov glas, veš, kako dela. Ti si v njegov delo vpet včasih že od samega nastanka besedila, od ideje naprej. Tako da to se ti ne more zgoditi, če ti delaš po teh, ampak žal je zdaj založniška industrija samo ena izmed industrij znotraj platformnega kapitalizma in tukaj se že loči, skratka, danes ni več knjiga, danes je važna vsebina. Ti napišeš vsebino, zdaj avtorjem v Ameriki pravijo, vi pišite tako, da bo to lahko nekdo vzel in samo vrgel v Word in bo imel scenarij. In potem bo tisti, ki bo naredil scenarij, bo naredil tega serijo, film, karkoli bo hotel. Tako se mora zdaj pisati in na založništvo je tako kot na vse ostalo industrijo, v kreativni industriji zdaj zelo vpliva pač ta neka potreba za denarjem, potreba za dovajanje vsebin nekim drugim medijem in jaz sem prepričan, da zaradi tega se take stvari zgodijo in zdaj zgodijo se seveda po tej strani, da avtorji predlagajo, zato ker so seveda pod pritiskom spet in ker tudi mase v resnici množice, če ti hočeš prodajati knjige množicam, mogoče celo res umetna inteligenca bolj ve, kaj zanima množice, kot pa človeka, ne. Umetna inteligenca je tista, ki dela po statistiki in ona približno bolj ve, kaj množice hočejo. Hkrati pa jaz mislim, da je po drugi strani seveda velik pritisk v tujini, ki se zdaj kaže tudi že pri nas, ne, da bi seveda ti tudi zamenjal urednike, lektorje, korektorje, oblikovalce vitkov z umetno inteligenco in bi tudi namesto njih umetna inteligenca delala. Tako da je pritisk
pritisk z obeh strani. Aljoša, na Facebooku, ko si na to temo, v tem primeru, v katerem debatiral z uporabniki, si omenil, da je tudi tebe urednica pri pisanju knjige Doktor in povodni mož opozorila na pretirano uporabo AI trojčka, če prav razumem. Zdaj samo razloži nam, kaj to pomeni in sprašujem te, ali ljudje pišete kot umetna inteligenca, ker umetna inteligenca piše kot ljudje. Ja, seveda, jaz mislim, da malo je tudi neka moralna panika. Zdaj le ugotavljamo recimo to, da posod se pojavljajo primeri, ki ljudje zdaj trdijo, ta del je pa z umetno inteligenco, odkrivajo umetno inteligenco. Jaz tudi nisem najbolj prepričan, ali ti detektorji umetne inteligence, se pravi, ko besedilo vržeš v nek program in ti on reče, to je pa, ne vem, 60-70% verjetnost ali pa toliko besedila je bilo oblikovanega z umetno inteligenco. Nisem pa vse prepričan, ali to drži, ker jaz sem opazil, jaz imam rad trojčke, recimo v gostilno je stopil rabin, pa župnik, pa ne vem kaj še, ta tretji recimo. Zajec, pa Ana. Jaz imam rad te trojčke, ker se mi zdi, da ustvarjajo lep ritem. In zdaj eden izmed razpoznavnih znakov za uporabo umetne inteligence pa ne bi bila ravno uporaba teh trojčkov, ker zmeraj umetna inteligenca se tako nekako, ne vem zakaj, naučila, da je tudi to očitno znak lepega ritma in ustvarja pač te trojčke. In jaz sem se zaradi tega moral mal zamisliti nad sabo in ne vem, sem pač popravljal samega sebe in sem nekaj tega. In zajčkov zdaj več ni. Zdaj, se pravim, tukaj nastaja seveda neka moralna panika, zato ker jaz mislim, da trenutno res nimamo instrumenta, po katerem bi lahko zanesljivo rekli, da je umetna inteligenca, ker veliki jezikovni modeli se izboljšujejo. Če ti malo popraviš te stvari, je že dvomljivo, kako daleč. Mislim, tukaj se pravim, res je težko določiti, kaj pomeni, da si nekdo pomaga z umetno inteligenco. Ne, enako so zdaj vsi napadli Olgo Tokarčuk, ker je rekla, da si pomaga, ampak kjerkoli sem jaz bral, nikjer ni jasno pojasnila, kaj pomeni, da si pomaga z umetno inteligenco, kako daleč gre to. Tako da tukaj je kup enih vprašanj in dejansko jaz mislim, da ni mogoče, da bomo to kakorkoli zadovoljivo 100% rešili, lahko pa seveda nastane velika škoda. Zdaj vsaj jaz imam tak občutek in večino podcastov, večino tekstov, ki jih beremo o tem, občinstvo, družba je zelo nasprotuje umetni inteligenci, rabi umetne inteligence in če bo te zdaj nekdo obtožil, da si ti pri svojem pisanju uporabljal umetno inteligenco, lahko seveda privede tudi do tega, kar radi, posebej na desnici, ampak posod uporabljamo to besedo cancel kulture, se pravi do kulture ukinjanja in lahko se ti zgodi, da ti, ne vem, naslednjo knjigo ne boš prodal. In te obtožbe so kar resne in kar težke, tako da jaz bi bil tukaj vendarle malo previden. Plus te preverbe, ali je nekaj napisano z umetno inteligenco, umetno inteligenco sprašujemo, če je nekaj umetna inteligenca. To se ne zdi dobra strategija boja. Ne, res ne. Hkrati enako je, jaz mislim, da se tudi marsikateri avtor ne zaveda, da če ti odprem ChatGPT in mu rečem, ne vem, jaz imam to pa to idejo, kako bi mi jo pomagal razviti. Jaz absolutno nisem strokovnjak za tehnologijo, jaz sem svoje mnenje oblikoval z veliko podcasti, tudi od Bita do Bita, seveda med drugim, Anžetova tehnična podpora, pa seveda Tech Won't Save Us, recimo. In nisem strokovnjak, da bi vedel čisto natančno, kaj se zgodi s to informacijo, ki ti daš, ampak jaz domnevam, da seveda s tem hraniš ti enake, da si jezikovni model seveda pomaga tudi s tem, kaj ga ti sprašuješ, kar pomeni, da ko mu ti daš neko idejo vanga, je vprašanje, ali on čez 5 minut to ne ponudi nekomu drugemu na drugem koncu sveta. In tudi ta vidik mene zelo zanima, kako bomo recimo to nadzorovali, ker seveda umetna inteligenca tebi lahko vrže ven izjemno idejo za knjigo, ampak ti zdaj res ne veš, a je to nekaj, kar je on statistiko skupaj skombiniral, ali je to preprosto copy-pastal od neke knjige, ki je, ne vem, šla v Indoneziji in ki se nikoli ne bo prevedla v slovenščino in za katero nihče ne bo mogel nikoli vedeti. In potem bomo spet v časih, ne vem, 60-ih, ko smo poslušali slovenske pop komade in zelo gruvali zraven, potem pa ugotovili, da ko smo, ne vem, če je kdo potoval v Ameriko ali pa kam v tujino, pa je slišal komad, pa je bil tako, čakaj malo, a ni to naš komad? Ja, na ta način je bil pred kratkim odpuščen en literarni recenzent, ki je v bistvu prepisal recenzijo Guardiana, ne da bi se tega zavedal, ker si je pač pomagal z umetno inteligenco in inteligenca mu je postregla z nekim pač direktnim izsekom iz Guardiana in to je na dan prišlo, ko se je pač avtor originalne recenzije rekel, opa. In to je
sramotno, se mi zdi. Ja, mislim, problem je, ampak se pravim, kako veš, ker se mi preprosto zanašamo. Jaz sem tudi na začetku, ko sem recimo uporabljal, ker sem delal neko službo, neko pogodbeno delo za eno mednarodno firmo in sem rabil v angleščino recimo stvari, sem mu rekel, da mi poišče, ne vem, relevantne članke z neke teme. In potem se je pogosto izkazalo, da ko sem hotel klikniti na ta članek, da ta članek ne obstaja, ali pa da je citat, ki ga on uporabil z tega članka, tega v članku absolutno ni. Ne? In sem pač zaradi tega postal previden, ampak jaz mislim, da tako se zdaj uporaba teh botov normalizira, da ljudje niso več pozorni na to in ne grejo preverjati. Še en zgovoren, spet tuj primer je tale knjiga Shy Girl. Marca letos je ena največjih ameriških založb umaknila izdajo romana. V bistvu obnova v enem stavku bi bila, avtorica Mia Ballard je knjigo izdala leta 2025 v Veliki Britaniji. Ni bila neka velika uspešnica, čeprav razumem, ampak dovolj velika, da je založba knjigo začela pripravljati za ameriški trg. Potem pa so bralci začeli postavljati vprašanja in novinarji in šele takrat je založba potrdila, da imajo prav in da mogoče res knjiga ne vsebuje zgolj avtorskega dela človeka, ampak je napisana z umetno inteligenco. Ja, in tukaj se spet vprašate. Jaz mislim, da za neko knjigo, ki pa je že šla, je pa vendarle strokovna javnost jo prebrala, so jo prebrali ne samo urednik, upam, da je urednik prebral v prvi fazi, ampak recimo tudi drugi ljudje. Kako da ni se strokovna javnost že prej oglasila, kako se niso ljudje iz založništva oglasili že prej, zakaj se je to prestavilo k bralcem, zakaj pravzaprav so zdaj bralci tisti, ki morajo ločevati. Meni se to zdi. Jaz vem, da bo težko industrija oblikovala en enotno odgovor na vse to skupaj, ampak najslabši odgovor je pa ta, prepustimo bralcem. Mislim, jaz sem bil že zdaj 2 leti, sem pod blaznim stresom, ko pridem v trgovino, pa gledam, odkot so, ne vem, avokadih, ki jih kupujem, odkot je, ne vem, jabolko, ki ga kupim, da ni z, ne vem, okupiranih ozemelj in tako naprej. Mi tega ne smemo in ne moramo prepustiti bralcem in to me zelo skrbi z tega vidika, ker res ne razumem niti čisto dobro, zakaj se, ne vem, kolegi založniki ali pa neka založniška industrija na to ne odzove nekako, vendarle z vsaj nekimi idejami ali pa nekimi pravili, kako se bomo zdaj naprej ravnali, ker če ni pravil, potem gre vse skozi, ker jaz sem skoraj da prepričan, da pri Hachette, kolikor poznam njihovo strukturo, ta knjiga ni šla čez, ne da bi nekdo opazil, da je napisana z umetno inteligenco in ne da bi vedel, da je napisana z umetno inteligenco. Je pa res, meni se ves čas, kot sem rekel, pojavlja tukaj vprašanje, ali umetna inteligenca vendarle ne ve bolje, kaj prodati množicam, zaradi tega, ker preprosto ta trenutek smo res v eni nenavadni težki situaciji, v kateri ljudje že tako ali tako ne berejo veliko, če berejo, ne berejo kompleksnih besedil in potem jih umetna inteligenca zlahka še vedno prevara. Še vedno ljudje mislijo, da je to nekaj, kar je AI slab pravzaprav, v resnici dobra ali pa vsaj za prebrati literatura, ker jaz nikoli ne bi rekel. Tudi spet, ko sem videl odlomke iz te knjige, si rekel, o moj bog, kaj hudiča je to. Ampak, ja, bralci so brali, kupovali so, res ni bila velika uspešnica, vseeno pa je dovolj ljudi kupilo knjigo, jim je bila všeč in tako naprej, tako da ne vem, mene bolj skrbi ta moment, da mi tega ne znamo več prepoznati. Mene bolj skrbi ta moment, da smo tako osiromašeni, da je naše bralska zmožnost tako nizko padla, da nam je zdaj to všeč. In tukaj se potem jasno, kot nek založnik, ki recimo na to gledaš res kot na neko zgolj ekonomsko kategorijo, zakaj bi se ti ustavil, zakaj ne bi izdajal knjig? Prvič, založbam seveda to pomeni, da ne rabijo plačati avtorja, pomeni, da ves dobiček ostane pri njih, še posebej, če tudi ovitek oblikujejo, če seveda jezikovno pregleda z umetno inteligenco. In zato seveda založbe zdaj že v tujini, v Ameriki so največje založbe že hoteli vsiliti avtorjem pogodbe, po katerih bi seveda svoje knjige, ki jih izdajo pri njih, prostovoljno dali v njihovem lastnemu umetni inteligenci, ki bi jo oni zgradili. In tukaj se pač pojavlja zdaj zelo tipična vloga pohlepa vsem skupaj. Ne? Če sem te prav razumela,
Trenutno se ti zdi, da je situacija taka, da tisto v skladu s tistim znanim rekom lahko zavajaš nekaj ljudi ves čas ali pa vse ljudi nekaj časa. Ampak če govorijo tako v takih načelnih terminih, zdaj verjetno že naslednji jezikovni model bo dovolj napreden, da mogoče ga ne bodo več zmotili te trojčke, ki si jih prej omenil, ali pa ta struktura. Ne to, ampak to. Ta mislim, da je tudi ta znana za umetno inteligenco marker. Te stvari se seveda verjetno slovnično, slogovno se bodo še bolj izpile, ampak a si lahko predstavljaš prihodnost, v kateri je pač literatura napisana s temi jezikovnimi modeli popolnoma nerazločljiva od, v narekovajih, človeške literature? A ni osnovna podlaga vsakega umetniškega ustvarjanja neka živeta izkušnja, ali je to neko tako čuden, naiven idealizem? Ja, je čuden, naiven idealizem, oprosti, Ana, ampak veš kaj, jaz mislim, da je kompleksno vprašanje. Zdaj, ene stvari, če sem jaz prav razumem teh stvari, seveda recimo halucinacije in tega se ne bo veliki jezikovni modeli nikoli znebijo, ker to ni napaka, ampak je del sistema. To je prva stvar, kar ponavadi pomeni, zdaj, če jaz to, se pravim, spet prav razumem, da umetna inteligenca naj ne bi bila zmožna napisati daljšega teksta, se pravi romana. Kaj ti nima konsistence, pač pozabi na like, ne ve čisto dobro. Poleg tega najbolj zanimivo je, ker sem zadnje čase bral recimo neke raziskave, knjige umetne inteligence so trenutno blazno dolgočasne, v njih se nič ne dogaja. Umetna inteligenca očitno misli, da ne rabi akcije, da ne rabi ne vem kaj, nekega zapleta, twistov in tega, ampak se dogaja kar nekaj, pač ljudje živijo, hodijo v trgovino, pride domov. Mislim, je life, ne? Ja, sliši se sicer kot slovenski roman, poprečen slovenski roman, iskreno povedano, ampak ja, jaz si predstavljam, da na neki točki bomo prišli do tega, da se vsaj slogovno ne bo dalo več prepoznati umetne inteligence in potem pa res ne vem, kaj bomo. Tudi zdaj recimo midva govoriva tukaj, govoriva o angleškem jeziku seveda, ne. Jaz ne vem, ali ta trojiška struktura obstaja tudi v slovenščini, ker jaz večinoma, ker sem uporabljal umetno inteligenco, sem jo v angleščini uporabljal, tako da ne vem, kaj so znaki umetne inteligence v slovenščini, če so isti sploh. Tako da je vprašanje, jaz se sprašujem, že nekaj časa, ali tudi v slovenščini ne obstajajo teksti, ki se že pišejo z umetno inteligenco. Ne nazadnje, jaz mislim, da vsaj ena knjiga, ki jo je napisal podcaster, ki veliko govori o umetni inteligenci in jo uporablja o umetni inteligenci, jaz mislim, da je napisana s pomočjo umetne inteligence, ker je preprosto neumna. Ampak vprašanje, jaz mislim, da vprašanje tukaj ni toliko to, ali bomo mi to še znali ločiti, ampak preprosto, ali bomo to dovolili. Ampak ker si omenjal slovenski trg, Aljoša, na tem področju vendarle ne zaostajamo, kot sicer pri nekih drugih temah, ko se pogovarjamo v Odbiti dobita neresno. Kakšen je tvoj splošni vtis? Omenjal si neke primere, bomo o njih, ampak kakšen je tvoj splošni vtis najprej? Kako literarna stroka doma v tem trenutku sprejema umetno inteligenco? Je to odpor, je to naivnost, je to nepoznavanje, je to nepriznavanje problema? Večinoma naivnost in nepoznavanje. Jaz sem bil zdaj na nekaj dogodkih v zvezi z umetno inteligenco, ki jih je organiziralo Društvo slovenskih pisateljev in predvsem sem videl najprej tehnično absolutno neznanje, kot sem rekel tudi jaz, ne bom trdil, da ker nisem inženir, ne razumem se, ampak sem poslušal dovolj stvari, prebral dovolj stvari, izobrazil sem se o tem, ampak nekateri moji kolegi še vedno govorijo pač čiste neumnosti o tem, kaj je zmožna ta stvar, kaj pomeni ta stvar in tako naprej. In predvsem, ne me narobe razumeti, jaz mislim, da so v resnici bi bil zelo vesel, če bi si mi lahko ta trenutek privoščili intelektualne, filozofske debate o tem, ne? Tako kot smo se zdaj pogovarjali, kako bomo prepoznali, ali bomo prepoznali, kaj to v resnici pomeni. Mene v resnici zelo zanima, kaj bi bilo, da bi umetna inteligenca, ne da bi kdo rekel, napisala nekaj. Ne? Jaz mislim, da ko bomo res govorili o umetni inteligenci, ko bo to res napredovalo do te, da ne bo samo statistika, bo umetna inteligenca sama ustvarjala, ker tudi meni nihče ne reče, Aljoša, napiši roman. Jaz ga napišem, ker je to pač neka moja kreativna želja. Ko bo umetna inteligenca imela kreativno željo, kaj bo takrat napisala? Kako bo izgledali ti romani? Bo to roman o njej sami? To mi je izredno zanimivo filozofsko vprašanje, ampak jaz mislim, da čas za filozofska vprašanja ni ta trenutek, mogoče še pridejo, mogoče ne bomo mogli nič drugega govoriti, ko samo filozofirati o tem. Jaz mislim, da trenutno
prevajalci veliko bolje odgovarjajo na ta vprašanja. Ne nazadnje prevajalci so že kar nekaj časa, seveda si pomagajo z nekimi podobnimi orodji, ampak jih uporabljajo kot orodja, ne kot avtomate. In tukaj jaz mislim, da najbolj važno vprašanje so seveda vprašanje avtorskih pravic. Jaz ne dovolim, da moje knjige uporablja umetna inteligenca, da se uči na njih, če za to nisem nekako plačen, ker desetletja, stoletja smo kapitalizem gradili tudi na intelektualni lastnini. Ljudje so umirali po svetu zato, ker mi nismo hoteli razbiti patentov na zdravilih, ker to je naša avtorska pravica. Zdaj pa naenkrat recimo v ZDA in Veliki Britaniji že rahljajo avtorsko zakonodajo, zato da bojo lažje, se pravi, velike ameriške multinacionalke posegale po teh tekstih. Jaz pač tega ne dovolim in to bi se morali slovenski pisatelji veliko bolj zavedati, kot se v resnici zavedajo. Ne? Brez neke poštene kompenzacije, ki bo meni omogočila, da delam to, kar rad delam, in potem sem jaz vsaj trenutno še, če sem malo optimist, takoj pripravljen tekmovati z umetno inteligenco. Pošteno me plačajte za to, da je raziskovala po moji knjigi, jaz bom še vedno napisal boljšo. Jaz sem to vsaj ta trenutek pripričan, ko pa ne bom več, bom pa šel delati karkoli drugega. Ampak, ko smo se recimo malo pogovarjali o tem prihajajočem zmenku, si naju opozoril na primer super založbe, oziroma moram izgovoriti ta klicavmis, super založbe, ki je pogumno nekako zavzela to stališče sprejemanja umetne inteligence, torej izdaja knjige, ki so prevedene z avtomatskim prevajalnikom in popravljene s ChatGPT-jem. In po lastnih besedah se pač ponašajo s to transparentnostjo, torej knjige označijo z nekimi ikoncami, z nekimi nalepkami, ki naj bi ponazorile razmerje med človeškim in strojnim ustvarjalcem. Ampak transparentnost je seveda tukaj del vprašanja, ampak je to ključni del? Mislim, ja, bi bil ključni del, če bi na to neke naše vladajoče, neka družbena politika, karkoli bomo temu rekli, odgovorila na to. Ne? Kar trenutno seveda ne, vsi se zdaj delamo, da to ne obstaja. Zdaj sicer jaz tudi njihovo transparentnost bi postavil malo pod vprašanje, ker še eno knjigo nazaj, ko so izdali, je bilo, da sicer je umetna inteligenca, ampak je bil nek prevajalec napisan zraven, kar, ko sem se pogovarjal s kolegi, še vedno pomeni, da recimo, če bi se ta knjiga, ki seveda ni bila podprta z javnim denarjem, kar jaz mislim, da je v redu, ampak če pride v knjižnice in si dovolj ljudi izposodi, prevajalec dobi recimo nek denar od tega, čeprav je knjigo, kaj jaz vem, mogoče samo pogledal. Tako da je že ta transparentnost je malo vprašanje. Drugo vprašanje je pa točno to, kar sem zdaj omenil. Mi imamo v Sloveniji recimo mehanizme javnega denarja za podporo knjigi. Ali je ta knjiga upravičena do tega javnega denarja? Jaz se resnično sprašujem in moj odgovor bi bil takoj absolutno ne. In tukaj je, jaz mislim, da ta največji problem zdaj, ta neka posamezen primer je seveda zdaj zaenkrat še minoren, preprosto iz tega, ker se te knjige ne prodajajo v takem številu, da bi zdaj rekel, nobena od teh knjig ni na seznamu slovenskih uspešnic in ti trenutno moraš prodati, mislim, da nekaj čez 100 izvodov, da prideš med top 10 mladinskih knjigi. Se pravi, niti toliko se ne proda na mesec, kar seveda nekako pomeni zdaj, da to nima nekega velikega vpliva na naš trg, ampak žal gre za precedens. Tukaj je vprašanje, če bomo dovolili recimo eni založbi, da dobiva tudi javni denar za to, da dela z umetno inteligenco, potem seveda ni nobenega zadržka, da ne bi se tudi druge založbe nenazadnje odločile za to. Če se za to odloči, ne vem, ena velika, recimo mladinska knjiga, bo kar nekaj ljudi, prevajalcev ostalo brez služb oziroma brez dela, kar se mi zdi pa izredno grozljivo in jaz mislim, da na to trenutno pač žal nimam odgovora. Pa še nekaj, zdaj sva pač imava na tapeti to super založbo, ampak kot recimo primer, ker si rekel precedens. Zdaj, na svoji strani se mi zdelo, v tisti sekciji o nas je tak zelo distopičen moment, ker pač zapišejo, da vprašanje ne more biti več ali, ampak kako bomo sodelovali z umetno inteligenco. Torej, da ta prisotnost je pač nesporno dejstvo. In to je stališče, na katerega v zadnjem času zelo pogosto naletim. Recimo, pač jaz spremljam filmsko industrijo, pride Demi Moore v Cannes in reče, umetna inteligenca je tu, odpor je nesmiselen. Resistance is futile, če me razumeš. In samo zato, ker sem jaz paranoična, ne pomeni, da me ne poskušajo zares dobiti. Torej, a misliš, da je to nek namerni fatalizem, ki nam vnaprej sporoča, da je to boj, v katerem nima smisla vztrajati? Da je to neke vrste sistemski poskus normalizacije stvari? Ja, skoraj nimam kaj dodati. Ja, žal
žal trenutno mi se vsi obnašamo, kot da je umetna inteligenca neka naravna sila, ki bo prišla. Za čuda do podnebnih sprememb se ne obnašamo na podoben način, pa je naravna sila, ampak ja, definitivno je ta diskurs zelo pogost in seveda ne samo v založništvu, povsod zdaj le poslušamo, da brez tega več ne gre. Se pravi, nobeno podjetje ne bo moglo, čeprav seveda zdaj nekih kazalnikov blazne ekonomske uspešnosti seveda še ni, a ne, z umetno inteligenco služijo firme, ki proizvajajo umetno inteligenco. In v naslednji generaciji telefonov, ko bomo imeli vsi vgrajeno umetno inteligenco, se je res ne bomo mogli izogniti. In to je edini način, jaz mislim, da je umetna inteligenca, da se splača, ker nam bojo jo vsilili. Se pravi, vaš pralni stroj bo mislil po svoje, vaša televizija bo mislila, vsi stroji naši bojo mislili po svoje, ker nam to morajo nekako vsiliti. Ni pa to, še vedno ni to neka naravna izbira. In jaz sem absolutno proti, izklapljam, tudi z Gmaila sem izklopil umetno inteligenco, seveda, kaj je Gmail recimo naredil, kaznoval me s tem, da mi zdaj vse meče v samo en koš, ne. Zdaj več nimam promocij, nimam več tega, kar je prej on sortiral, zdaj na telefon dobim vsako obvestilo, čeprav je to delal prej normalno, brez umetne inteligence, ne. In tako nas skuša, jaz mislim, da na vseh načinih, na vseh področjih prisiliti v umetno inteligenco in jaz sem zelo vesel, tako kot pravim, ker poslušam, berem o tem, da je odpor ljudi velika. Ne? In tukaj mene skrbi, ker se vidi, da je tukaj v ozadju pač toliko denarja, hkrati pa toliko neke nesmiselne ideoloških nekih plašnic, da se niti politik, ki je, jaz mislim, da bi moral živeti od tega, da ljudje dobro živijo, se več ne sekirajo za to. Mogoče bi se samo za sekundo vrnila nazaj k načinom uporabe torej teh jezikovnih modelov, ker si prej omenil Olgo Tokarčuk, ki je pač Nobelovka in zatorej res referenca. In si rekel, da mogoče nisi naletel na njen odziv, jaz sem ga pa res našla. Se pravi, bil je veliko ogorčenje ob njenem priznanju, da uporablja umetno inteligenco in potem je to pojasnila, da nikoli ne uporablja te umetne inteligence za besedilo, za oblikovanje besedila, ampak samo za raziskavo pred pisanjem. Torej, kot bi uporabljala branje knjig, kot bi uporabljala zgodovinske arhive. Torej, na način, katere komade, to je bil njen primer, katere komade bi poslušali te ljudje v tem času na radiju, recimo, katere knjige bi brali in potem to uporabi za to svoje ozadje in to, kot ona temu pravi, da to širi njena obzorja in poglablja kreativno mišljenje. Ampak zanima me tvoje mnenje za to, ker ravno, ko sem brala tvoj roman Dohtar in povodni mož, se mi je zdel pač stvar, ki je skočila iz strani vame, je bilo to, da kako zelo raziskana je Ljubljana 19. stoletja v tvojem romanu. Koliko si mogel ti preučiti in vedeti, dobro, že zaradi pač tvojih akademskih študij, o ljudeh, o načinu življenja, o družbi v tistem času. Se pravi, če sklepamo, da vzamemo to stran, da ti to lahko vse servira, ti lahko odgovore stroj, pa čeprav si potem ti knjigo v celoti sam napisal. A je to še vedno v isti meri tvoja knjiga? Jaz se spomnim tiste slavne Hemingwayjeve izjave, da pisanje lahko samo usedeš se za stroj pa krvaviš. Ne? A je trpljenje, to je pa zdaj zelo slovensko od mene, zelo slovensko, a je trpljenje nujen del? Ne, jaz sem se zelo zabaval, ko sem pisal Dohtarja, tako da nisem dosti trpel. Tudi meni je bilo malo sumljivo, iskreno povedano, ker sem jo napisal zlahka. Ampak ja, jaz bom tukaj odgovoril z enim, zdaj ne bom čisto citiral, ampak z mnenjem recimo Brandona Sandersona, ki mislim, da je odlično napisal v enem svojem eseju. Tisto, kar je pri pisanju in zaradi česar ljudje pišemo, ni to, da jaz prodam knjigo. Seveda jaz si želim, da se moja knjiga prodaja in da lahko živimo tega, ampak to je nek ekonomska stvar. Če bi bil pameten človek, bi tak delal nekaj drugega, kar se bolj splača. Ampak jaz pišem knjige zato, da rastem kot človek, pa da se nekaj naučim, pa da imam iz tega izkušnjo. Zame je tudi pisanje knjige, prej si omenila recimo živo izkušnjo junakov v knjigi. Jaz tudi mislim, da jaz težko naredim dober lik, če ga ne vidim pred sabo in umetna inteligenca mi ga bo zelo težko sestavljati. To, kakšno muziko posluša, je res irelevantno, recimo, če mi ne pove nekaj o značaju. In jaz mislim, da je velik del tega, pri čemer sem jaz izredno užival pri pisanju Dohtarja, bilo ravno raziskovanje, sestavljanje te zgodbe, kako mi bodo ti delčki moje zgodbe, ki je seveda iskanje morilca, pasali točno v ta čas, v ta kraj in tako naprej. In jaz sem se ogromno naučil, ogromno sem tudi pozabil. Absolutno takoj sem pozabil, zdaj, ker včasih me ljudje sprašujejo ene zelo natančne podrobnosti, kaj je res in kaj ne, jaz nimam pojma, jaz sem to pozabil, jaz več ne vem, kdo je Andrej Smole, nimam pojma o njem. Ampak
Zame je to neprecenljiva človeška izkušnja in jaz pišem točno zaradi tega, zaradi procesa, ne zaradi izdelka. Ja, se potem vseeno tudi jaz ne strinjam z Olgo Tokarčuk, moram reči, ker zame je ta del, seveda ti lahko tudi olajša, tudi meni bi bilo najlažje, da bi vpisal v ChatGPT, a so na Slovenskem v 19. stoletju 1835 že znali uživljati usta na usta, kar je bila recimo to ena stvar, za katero sem porabil ure in ure in še danes ne vem odgovora in sem si potem kar rekel, ok, kreativna svoboda, pač niso. Bi bilo veliko lažje za kakšno tako neko iskanje nekih dejstev, ne rečem, da ti to ne more olajšati in jaz sem prepričan, da uničili ne bomo umetne inteligence, tako da to bo vedno obstajalo, ampak ta neka ideja, da jaz ne preberem nekih knjig, ne vem, jaz samo s podatkov, jaz ne morem tvoriti konteksta tega mesta, ki sem ga ustvaril, jaz sem se v to mogel živeti in pomagali so mi knjige, da sem se v to živel, tako da jaz tukaj ne vidim enakega recimo inputa. In žal je to recimo pri slovenskih knjigah zelo pogosto problema, ne? Da slovenski avtori si nimamo časa vzeti za raziskavo nekih stvari, medtem ko neka Nobelovka, ki za svoje nastope, kot vsi vemo, je cena za nastop Nobelovca 10.000 evrov, ne? Če s tem ne moreš živeti tako dobro, da si lahko vzameš 3-4 leta za raziskavo neke knjige, potem pa jaz tudi ne vem. No? Mogoče, Aljoša, v 2 stavkih za konec, umetna inteligenca ne bo šla nikamor, tako kot si rekel. Kaj torej bi priporočal danes enemu mlademu piscu ali nekdo, ki želi to postati? Kako naj piše, kako naj se obnaša, kako naj razmišlja od danes in v prihodnosti? To, kar bi rekel vsakemu mlademu človeku, ki hoče pisati, naj živi. Jaz mislim, da tukaj tako kot sem prej rekel, prva stvar je, da si ti dobiš neke izkušnje, da spoznaš čim več ljudi, čim več različnih značajev, čim več stvari v življenju poskusiš, pa ne povedati mami in očetu, da sem to rekel, ampak ja, živeti je treba najprej, pisanje bo pa že pol prišlo, če je zgodba neka, ki jo moraš napisati, bo prišla iz tebe tako ali drugače. Jaz sem bolj skeptičen do ljudi, ki grejo, ne vem, študirati primerjalno književnost in hoče biti veliki pisci. Jaz mislim, da veliko bolj sem pristaš tega, da je treba nekaj doživeti v življenju, da iz tega potem lahko pišeš, kot pa s česarkoli drugega. Definitivno pa ne bojo živeli, če bodo, ne vem, zaprti v sobi in ChatGPT spraševali o svojih ljubezenskih težavah. Pejte ven, zlomite si srce, pridite nazaj in pišite. To je, jaz mislim, da je edino smiselno navodilo. Odličen zaključek. Ana, boš kaj dodala? Ja, mislim, evo, mogoče je bil pa to moj problem. Sem študirala primerjalno književnost, ki je moja velika knjiga. Hvala, Aljoša Harlamov, da si vzel čas za naju in za odbite dobite. Hvala vsem vam za pozornost, pazite, kaj berete in predvsem dobro izberite za prihajajoče poletje. To je odbite dobite, presenečena sem ugotovila ravno kar v zadnjih dneh, da sta do konca 10. sezone še 2 epizodi in da je točno tale 498. epizoda nasploh od začetka odbite leta 2011. To pomeni, da bo zadnja v 10. sezoni 500. Hvala za ves ta vaš čas in pozornost in se slišimo. Vidva pomahajta, tako da rečete adijo. Mahava. Čau.